Ruska agresija in barbarsko pobijanje ljudi dokazuje, da se nam pred očmi sesuva svet, ki smo mislili, da ga živimo, svet, kjer se spoštuje dostojanstvo, človekovo življenje. Putin se je v Ukrajini uštel, kajti Ukrajine ni zavzel v 2 dneh, očitno jo ne bo zavzel niti v 2 mesecih in najbrž se lahko pripravljamo kar na 2-letno dolgo vojno, kot napovedujejo vojaški strokovnjaki. Putin ni zmagal, ker so bili Ukrajinci enotni, ker so se junaško hrabro uprli agresorju in na drugi strani, ker smo tudi mi v Evropi pokazali enotnost in pomagamo Ukrajini v njenem boju, tako z orožjem, kakor tudi s humanitarnimi stvarmi. Zavedati se moramo, da nas v teh sankcijah ne podpira celoten svet, ampak demokratičen svet, da se temu ni pridružila niti Kitajska, niti Indija, niti arabske države, tudi Srbija se ni pridružila, tudi nekatere evropske države že kolebajo. Zato bo to trd boj, vsekakor pa moramo v tem boju vztrajati. Rusijo ne bodo ustavile naše sankcije, lahko jo oslabijo. Rusijo bo ustavilo orožje, ki ga Ukrajinci rabijo, zato zelo podpiram početje, ki ga počne češka država, ZDA, in tudi mi moramo na tej poti še samo bolje in močneje podkrepiti to podporo na vojaškem področju. Vsekakor je potrebna tudi humanitarna pomoč, pri sankcijah pa ni časa za špekulacije. Nemčija je 20-30 let financirala Rusijo z nakupi plinov, misleč, da je to urejena država. Danes pa vidimo, da s tem financiramo vojno. In da smo v tem času, ko poteka vojna, toliko denarja, 36 milijard vložili v ruski plin, je nesprejemljivo. In nimamo pravice skrbeti o tem, kako bomo mi živeli, v Ukrajini pa umirajo ljudje, ki branijo evropske meje, ki branijo demokratičen sistem. Zato slava Ukrajini in dolžni, odgovorni smo za popolno podporo Ukrajini. Hvala.